Stanovanje v večstanovanjski stavbi sta lastnika pred vselitvijo na novo opremila in vso opremo prilagodila barvi parketa. Stanovanje je postalo dom z energijo, v katerem se že pišejo nove zgodbe in ohranjajo spomini na dediščino. Osemdeset kvadratnih metrov veliko stanovanje je arhitektka Marjetka Pajk opremila po željah lastnikov. Lastnika imata rada preprost, asketski slog in ravne linije. V moderen ambient sta želela umestiti tudi umetniške slike, ki so del družinske dediščine. Gospa Marjetka, kakšen je tloris tega stanovanja? Tloris stanovanja je zelo razgiban, po drugi strani pa zelo funkcionalen. Tloris obsega 80 kvadratov, stanovanje je pritlično, ima izhod na teraso in majhen vrt. Stanovanje pa je zasnovano tako: ob samem vhodu imamo WC za goste, utility in manjšo garderobo. Osrednji del je sestavljen, v bistvu ima postavitev jedilnega kota, kuhinje in pa dnevnega kota. Imamo pa potem posebej ločen spalni del, kjer imamo udobno spalnico, kabinet, predsobo in pa kopalnico za družino. Nekaj od teh prostorov je prostorov brez naravne svetlobe. Verjetno se jim je bilo treba še posebej posvetiti. Ja, bo držalo. Stanovanje sicer ima veliko svetlobe v osrednjem delu, kjer je panoramsko okno, in v spalnici je veliko okno, drugače pa prostori, nekateri so celo brez, kot na primer kopalnica, hodnika sta brez svetlobe in tukaj je bilo treba rešiti ta problem z pametno razsvetljavo, ki bo hkrati tudi ne samo funkcionalna, ampak estetska. Sta pa lastnika se zelo poglobila v igro svetil. Obiskala sta veliko trgovin tudi v tujini in potem našli smo rešitev, ne le s tem, da smo dobili svetlobo, ampak smo s postavitvijo luči naredili prostor, sploh ta glavni prostor, zelo razgiban. Se mi zdi, da bi to stanovanje utegnilo biti všečno širši populaciji Slovencev. Je bila taka želja po opremi strani naročnika? Ja, je bila velika želja po stanovanju, ki bi jima ustrezalo, tako kot sta si ga tudi zamislila, se pravi na naravnih tonih, da dobita veliko prostora in funkcionalne kose pohištva. Ko sta prevzela stanovanje od prejšnjih lastnikov, je bilo sicer stanovanje prazno, ampak potrebno temeljite prenove. Najprej smo začeli pri parketu, ki je bil na novo zbrušen in naoljen. In sam parket, ki je po prenovi res zasijal, je tudi enostavno narekoval podobo, barve, linije celotnemu prostoru. Tako je v bistvu nastala želja po tem, da gremo v take bež mirne tone. Izbrali smo poleg barve sten tudi take tapete. Ni jih veliko v stanovanju, le nekatere stene smo z njimi oblepili. Zelo zanimiva je pa na primer tapeta v kuhinjskem delu nad delovnim pultom, ki ima podobo minerala, je pa zaščitena s steklom. Mogoče je zanimivost ta, da to steklo ni prilepljeno na steno oziroma na te tapete, z silikonom, ampak je samo steklo brušeno pod kotom 45 stopinj in to se odlično prilega k pultu ter omarici, tako da ta silikon ni viden. Kaj pa ta stena, to pomeni, da je to tapeta? To je tapeta, ima videz nekega mogoče betona, podlaga zlata, ne navadna, ampak vendar s temi vsemi lučmi v prostoru zaiskri in v bistvu na to steno ni bilo potrebno dati niti slike. Kaj pa se skriva za zavesami v predprostoru? Za zavesami v predprostoru se pa skrivajo police za čevlje. Ampak zgodba je taka, ta prostor je bil ene vrste shramba oziroma je imel tudi vrata, vendar sta lastnika
zelo želela imeti garderobo in prostor za čevlje in pač druge stvari, ki jih imamo, a ne vsakodnevno uporabljamo. In se je porodila zamisel, ker je prostor majhen in bi omara z vrati delovala utesnjeno, sploh ko bi to odpiral, je padla ideja, da se tam dajo zavese, iste barve kot so stene, in na delu stene, ki je pa prosta, je pa dovolj prostora bilo za obešalne kljukice. No, pa podobne zavese ste uporabili tudi na drugih delih v stanovanju? Ja, podobne zavese. Zavese smo uporabili samo v dnevnem prostoru in pa v spalnici. V dnevnem prostoru so rahlo prosojne, tako da vidiš ven. Ne vidite pa vsak čist jasno noter. V spalnici so pa tako imenovane blackout zavese, ki temnijo popolnoma. Kaj pa kopalnica, je bila tudi ta prenovljena? Kopalnica je bila tudi prenovljena in kopalnico je pa res idejo za celo kopalnico uresničila svojo željo lastnica, ker si je to kopalnico želela prav takšno, kakršna je. Tudi druga stranska pomoč in ideje in niso bile tako všeč kot ta njena. In res se je tudi dalo urediti tako, da ima zdaj namesto kadi kanaleto, ima čudovit umivalnik na tikovi omarici položen in pa še par detajlov, ki imajo vonj po naravni spa kopalnici. In iz kakšnega materiala je ta kanaleta? To so kanaleta, v bistvu namesto kadi se položijo ploščice in izliv vode, odtok vode je potem direkt v tla. Kakšne vrste les je položen gor? Gor ima pa tik, zato da je bolj udobno, ko se tuširaš, pa tudi nedrseče je. Posebnost kopalnice je tudi električno gretje ogledala. Ni samo talno gretje nameščeno po tleh, pod ploščicam, ampak je lastnica se domislila, da bi to uporabila tudi za ogledalom in s tem dosegla, da se ne rosi. Na kakšen način pa je urejeno ogrevanje stanovanja? Stanovanje se ogreva na plin, drugače pa za take predsezonske in posezonske hladne večere in dneve pa sta si lastnika omislila kamin na drva. Tudi sicer je bila to njuna želja že nekaj časa, no, in v tem novem domu sta jo uresničila, tako da to je bilo malo večji poseg. Izbira kamina pa je tudi bila kar ena poseben projekt, tako da želela sta si višji kamin in velik in viden z vseh kotov, praktično. Je pa še ena taka, bom rekla, bila prepreka postavitve tam kamina, da ne bi stal preblizu pultu, je bilo potreba namestiti nek distančnik iz kovine, tako kot kamin, zato da se ne segrevajo ostali deli kuhinje. No, in zdaj ta prostor je idealen za shranjevanje drv, pa tudi polepša cel ta kot. V stanovanju je tudi kar nekaj umetniških slik. Tako, ja, to je zapuščina, dediščina, ki jo je dobila lastnica. In ko smo to stanovanje dokončali, je rekla, joj, kaj bomo pa zdaj s tem slikam? Niso morda v primernih okvirih za tak tip stanovanja, pa so nekaj pa jih bova pregledali. No, in ko sem jaz te slike videla, ni bilo nobene ovire, da ne bi te slike našle prostor na teh stenah. In z njimi smo tako rešili tudi ta problem, da smo ta mogoče mal asketski dom zdaj spremenili v en bolj tak topel, domač in tudi ona je dosegla to, da so njene ljube slike visijo tam, kjer si jih je želela imeti. Pa so okviri ostali taki, kot so bili prvotno? To je zanimivo vprašanje. Okviri so pa ostali točno taki, kot so bili prvotno. Klasični, leseni, eni malo manj vidni in opazni. Vsebina je tudi zelo klasična teh slik, nekatere so tudi nabožne, pa vendar perfektno pašejo v ta okoliš in ta ambient.